Propeler se je zavrtel kot nov, kot v svojih mladih letih leta 1965, ko so prvi libisi poleteli na slovenskem nebu. Bi rekel, da je, lahko rečemo, neprecenljiva zgodovinska vrednost. To je edino letalo od zelo kratke serije, katero je bilo proizvedeno v Sloveniji, v Letalskem inštitutu Branko Ivanoš v Ljubljani, na starem letališču Moste Polje. In ker je bilo letalo pred nekako več kot 10 leti zaradi svoje neoperativnosti, zaradi svoje pravzaprav zastarelosti in sem se pač nekako odločil, da si naredim en takšen projekt in poskušam spraviti to letalo pod sloganom Slovenski libis nazaj na slovensko nebo. Čas je, da torej vsi skupaj prerežete tale trak. Odlično. Evo. En velik aplavz ob slavnostnem prerezu traku. Libis 180 bo kmalu lahko poletel, samo propeler je še treba pokrstiti, kot se spodobi. Evo. Tako, letalo je krščeno, Libis 180 ima vse potrebno za vzlet. Srečno, Branko Boteva in Libis 180. Če bo šlo, bo šlo, če pa ne bo šlo, bi ga podali v kakšen muzej. No, ker kolegi so me stalno bolj pritiskali na mene, daj naredimo, če že delamo, zato da bo letelo. In evo, po 10 letih in 4000 mojih ur, pa še par stotine ur mojih kolegov, smo pravzaprav letalo te dni registrirali in z vsemi dokumenti lahko normalno leti po Evropi. Takratna Jugoslavija takšnega letala seveda še ni imela in je prototip vzletel že pravzaprav leta 1964. Pri restavraciji, da rečem, večinski del je padel tak ali tak na mene, za določene specifične stvari, katere pač vsi nismo za vse, so pa fantje pomagali iz različnih poklicev, od električarov, vlečarov, elektroničarov, da rečem, in celo inšpektorji so pomagali za svojimi nasveti in navodili, tako da bi lahko rekel, da je bilo kar nekje okrog med 15 in 20 ljudi še zraven vključeni. Največji problem sem imel, ko sem montiral tako imenovani srednji centralni del centroplana letala. Krila niso bila problem,
prav tako tudi trup ni bil problem. Tukaj pa je bilo kar nekaj poškodb in smo mogli narediti nova rebra, na novo plato izdelati. Letalo ni več pokrito z platnom, ampak je z bakronom. To je tudi zahtevalo en čist drugi pristop, prav tako površinske zaščite starega in novega lesa, ker je letalo pravzaprav iz 90% iz lesa, ostalo je pa kovina oziroma določeni malenkostni deli so iz plastike, katere se je pač v 60-ih letih začela delati. Tukaj sta Branko Bonderla in Levi 180. Tako nekje okrog 600 do 700 km daleč lahko leti. Recimo brez problema iz Maribora v Beograd ali pa iz Murske Sobote, da ne tečem v te kraje približno. Ima rezervoar za 150 litrov goriva, njegova maksimalna poraba na polni moči je okrog 50 litrov, optimalna pa nekje okrog 40-45 litrov, tu nekje vmes. Hitrost, ki jo lahko doseže? Hitrost je optimalna hitrost, katero ta trenutek na preizkusnih letih, katere sem pred tem opravil, je nekje med 140 in 160, optimalna je 168, maksimalna hitrost je bila 350 tovarniško, potem je bila nekoliko zreducirana na 310, mi ga pa več kot 200 km/h ne bomo leteli. Je uspešno prestalo. Iskrene čestitke za tega lepotca in da bo tole čestitka iz naše strani za uspešno izveden projekt obnove, rekonstrukcije Libica 180. Bravo, iskrene čestitke! Ja, pred takšnim avditorijem mi je bilo malo, kako bi rekel, strah, ne, ker takšen strah nisem doživel, ko sem v Mariboru res prvi let naredil, preden sem začel letalo testirati. Po teh 50 letih, kar ni zadnjič letelo, zame je pa bilo malo, veste, vedno, če hočeš nekaj predstaviti, kaj pa če ne bo obžgal, kaj pa če ne bo šlo kaj prav, je hvala Bogu, tako kak sem ga navadil, tako deluje. Kako je bilo leteti danes? Bilo je pravno? Obupno je bilo leteti, izredno turbulentno je tukaj nizko, zelo turbulentno. Nisem uspel z malimi hitrostmi leteti, ker bi bilo prenevarno verjetno, ne.